v imenu obrtno-zborničnega sistema. Obrtniki, podjetniki, predvsem to mislim na samostojne podjetnike, mikro in mala podjetja, katere zastopa Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, seveda celoten sistem, smo že vse skozi opozarjali na ta nepremičninski davek. Ta nepremičninski davek s tem stopno, predvsem imamo v mislih 0,75, je poguben za mikro, mala in seveda samostojne podjetnike. Iz preprostega razloga, v tem času, v katerem se nahaja sedaj slovensko gospodarstvo, predvsem najbolj ranljive skupine tega gospodarstva, tu samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, tega enostavno v današnjem času ne bodo prinesle. Predvsem smo želeli z tem zakonom, da gre po redni proceduri, da se vključimo v razpravo in da nekako želimo vladi povedati, da le na dolgi rok ta razprava bi morala potekati vsaj leto dni, da bi bila nekako pravična za vse državljane Republike Slovenije in seveda za vse gospodarstvenike. Tako na hiter ta zakon sprejet pa dejansko prinaša nepravično oceno, predvsem tudi imamo v mislih različne te stopne, se pravi od 0,3 za kmete, 0,4 za te objekte, elektrogospodarske objekte in seveda 0,75 za mikro, mala podjetja in seveda tudi za ostalo gospodarstvo. Da vlada vse skozi nas ni poslušala, da ni spremenila niti za promil tega, kar smo jim dopovedovali, se nam zdi nedopustno. Kot da mali podjetniki, mikro in mala podjetja, nimamo v tej državi neke svoje besede. Čeprav, moram reči še enkrat, mi želimo in vemo, da moramo v tej državi plačevati davke. In tudi vemo, da rabimo infrastrukturo, da rabimo bolnišnice, šolstvo, zdravstvo in vse ostalo, samo en segment tega gospodarstva tega dejansko ne bo reševal. Ravno zaradi tega smo se nekako združili z politično stranko, čeprav nekateri že govorijo, da pač mi smo nepolitični. Ja, mi smo nepolitični, ampak smo odprti za vse politične stranke, katere nam prisluhnejo, seveda nam pomagajo za dobrobit slovenskega gospodarstva. Predvsem mislim to na zakonodajo. In eden izmed teh je tudi ta nepremičninski davek. Ta stopna 0,75%, verjemite mi, spoštovani, da bodo marsikateri naši člani primorani prenehati. Glede na to, da smo vlado vse skozi opozarjali, nič se ni zgodilo, smo bili primorani nekaj tudi ukreniti. Zato smo šli pobiranje podpisov za te peticije. Moram reči, da sem izredno presenečen, da je odziv naših članov in seveda državljanov tako velik, če računate, da smo začeli z tem podpisom te peticije v ponedeljek ob 11. uri in da do danes imamo že skoraj 29.000 podpisov na teh internetnih stranih, se pravi po elektronski pošti, da ne govorim drugih, katere podatke bomo imeli sigurno jutri, koliko je bilo po območnih zbornicah to zbrano. Mi, obrtniki, podjetniki, smo si s tem že 62 območnimi zbornicami. In tudi na vseh teh zbornicah, seveda krovni organizaciji Slovenije, Obrtni zbornici Slovenije, zbiramo te podpise. In moram reči, da je odziv dosti velik. Želimo še enkrat, apeliramo na vlado, apeliramo na poslance. Glede na to, da se jutri začne, da pride v parlamentarno proceduro tudi ta zakon, da jih prevzame razum, da jim ti podpisi, kateri so sedaj tu lastnoročno podpisali ti ljudje, naši člani, dajo jasno vedeti, da enostavno tega zakona na tak način se ne da sprejemati. Pa da ne bomo narobe razumljeni, obrtniki, podjetniki nismo proti davku, smo pa proti davku
na tak način, da obremeni vse na pošten način. Ne samo eno vrsto, se pravi, predvsem male ljudi in predvsem mala podjetja in seveda samostojne podjetnike. To uvodoma. Hvala lepa. Hvala lepa.